času, odkar se je preselila v Slovenijo, spoznala marsikaj novega o sebi. Najbolj všeč mi je to, kar sem se uspela navaditi na novo okolico, sem našla novo sebe in svoj položaj. Spoznala sem veliko ljudi, prijateljev, ki so mi zelo pomagali v tem. Spoznala sem, kaj me najbolj zanima, v čem sem najboljša. Spoznala sem, da mi gre zelo dobro matematika in bi mogoče v nadaljevanju šole delala kaj z matematiko. Vse, kar mi se je zgodilo, hudo ali dobro, je pač pripeljalo me do tukaj, kjer se zdaj nahajam. In sem zadovoljna, tako da ne bom ničesar spremenila. Dejansko se ne počutim več kot tujec, da sem na strani, da ne vem, našla sem sebe tukaj. Ljudje so bili tisti, ki so največ vplivali, predvsem moji starši pa še prijatelji. In ko sem pomislila, da sem depresivna, sem se pogovarjala z njimi in vse je na koncu bilo v redu. Svoje prijatelje sem našla tukaj, zelo dobre prijatelje. Gremo skupaj v kino, na sprehod. Svoje prijatelje sem našla največ v šoli. In ko sem rabila pomoč, vsi so bili tukaj za mene. In vsi so mi rada pomagali in čez nekaj časa vsi smo postali zelo dobri prijatelji. Kadar se ne uči ali druži s prijatelji, svoj prosti čas namenja hobijem. Veliko sem se ukvarjala z jezikom, težko je govoriti slovensko in še vedno imam težave, ampak z vsakim dnevom je vse boljše. Predvsem fizične aktivnosti, kot so fitness, pa sprehodi in tako. Zelo rada se sprehajam. Naravo imam zelo rada in vedno, ko sem v naravi, sem sproščena. Tam nahajam svoj mir. Rada bi postala inženir gozdarstva, sem ne vem, kaj prihodnost bo prinesla. V gozdarstvu eden izmed najpomembnejših predmetov je tudi matematika in bi se zelo v redu počutila, če bi tako bilo. Almina obvlada tudi nemški jezik. Za svoj esej o enakosti spolov je bila povabljena v Bruselj. V šoli smo dobili nalogo, da napišemo svojo željo oziroma kaj bi spremenili v Evropski uniji, če bi imeli možnost. Odločila sem se pisati o enakopravnosti spolov. Sem razmislila, zakaj tako veliko moških so predsedniki v večini držav, zakaj pa ne ženske. In tudi večino visokih pozicij imajo moški. In mislim, da bi bilo potrebno, da tudi ženske imajo enake pravice, kakor v politiki, tudi v družbi in podobno. Ženske danes v družbi nimajo možnost izbire. Ženske, ko rodijo malega otroka, je vsa skrb ženska in moški so samo po strani in ženske vse plačajo za to. Moj namen je bil ta, da pokažem, da tudi mi mlajši mislimo o tem in da bi rada nekaj spremenili, ampak rabimo podporo. Moj esej, ki sem ga poslala v Bruselj, je na koncu zmagal in sem dobila nagrado, da odpotujem v Bruselj. Nažalost, nisem se mogla udeležiti skupnega seminarja v Bruselju, ampak moja nagrada tudi pomeni, da sem zmagovala, da sem uspela opozoriti na ta problem, da me je nekdo dejansko poslušal in se strinjal z mano.